Spoštovani, na prizorišče prihaja predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc Musar. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na majski slovesnosti ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, ki smo jo letos poimenovali Naj mir nosi tvoje ime in jo povezujemo z obeležitvijo Mednarodnega leta kulture miru in odnosom ter delovanjem mladih v zapletenem svetu spletnih omrežij. Uvodno himno Vrta, Bosa pojdiva dekle ob Sorej, je zapel moški pevski zbor Slava Klavora Maribor. Umetniški vodja zbora je Aleksander Čonč. Ni naključje, da smo danes tukaj v Vrtu spomina in tovarištva na Petajncih, kjer so se vedno zbirali ljudje, ki so se in se ukvarjajo s kulturo in našo kulturno zgodovino, prosveto, politiko, mladi po letih in v srcu. Zato k nagovoru najprej vabim predsednika ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, gospoda Marjana Šiftarja. Prosim. Spoštovani sodelavci, prijatelji, partnerji, petančarke in petančari, visoki predstavniki državnih organov in civilno-družbenih organizacij in skupnosti, tovarišice in tovariši, gospe in gospodje. Pozdravljeni v imenu naše ustanove in vseh treh soorganizatorjev. Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe, Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever, njihovih članov in tudi prisotnih predsednikov teh organizacij, tovariša Križmana, tovariša Lipiča in tovariša Časa. Vsem iskren pozdrav.
Še posebej pa naj v našem skupnem imenu pozdravim delegaciji Društva Dobrnič in organizacijskega odbora prireditve v Dražgošah, ki sta že pred časom zasadili tu v vrtu spominski drevesi v čast in spomin pogumnim ženskam, kot smo poimenovali njihovo drevo, in Dražgoške epopeji spomin. In delegacijo Zveze združenj borcev glavnega mesta Ljubljane, ki je pred kratkim skupaj z županom Ljubljane, mesta Heroj, zasadila novo spominsko drevo v spomin na talce v ljubljanski gramozni jami in vrtnico, ki je simbol Ljubljane. Prav posebej pa pozdravljam ponovno med nami prvega predsednika Republike Slovenije, našega prijatelja Milana Kučana. In seveda vas, spoštovana predsednica, gospa Nataša Pirc Musar. Pozdravljena, predsednica. Spoštovani, dobrodošli na že 21. prireditvi spomin in počastitev na dogajanja, ki so povezana z 9. majem v Sloveniji in Evropi, tu v vrtu spominov in tovarištva. Kot pravimo radi, oazi spominov na žrtve fašizma in nacizma, zmagovito narodno-osvobodilno borbo in slovensko uporništvo, ter na zgodovinske temelje naše narodnostne in državotvorne in duhovne identitete, ki so hkrati še kako aktualen opomin nam živim, da se naj fašistično in nacistično barbarstvo in vsakršno nasilje ne bi več ponavljalo. Žal se. Ni slučajno, zato več pomenski naslov letošnje prireditve Naj mir nosi tvoje ime. Pa ne le v zvezi z vojno v Ukrajini. Tudi tukaj v vrtu spominu in tovarištva želimo dati svoj glas podpore prizadevanjem in delovanju. Za mir, za kulturo miru, za dejavno upoštevanje tudi naše lastne ustave in njene zavezujoče usmeritve iz 124. člena, da država izhaja pri zagotavljanju varnosti iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. In tudi zato, da bi tudi znamenita slika Pabla Picassa, Guernica, pred vhodom v sejno sobo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov spodbujale odločevalce o naši usodi, predstavnike človeštva, da je, citiram, mir, plemenita in nujna pot ter edina praktična, ki vodi do boljšega in bolj pravičnega sveta za vse ljudi, kot je zapisal generalni sekretar Organizacije združenih narodov Antonio Guterres v svoji poslanici ob lanskoletnem svetovnem dnevu miru. Covidska pandemija in njene posledice so zaenkrat žal preprečile, da bi v sodelovanju z španskimi pesniškimi prijatelji zasadili spominsko drevo iz Guernike, tukaj v vrtu, z vasi, kraja, ki so jo frankisti 26. aprila 1937 praktično zravnali zemljo in je kot posledica bombardiranja te vasi umrlo 1600 njenih prebivalcev. Ob tem pa, spoštovani, se naj spomnimo dveh zgodovinskih in z vrtom ter z današnjo prireditvijo povezanih oseb, Karla Destovnika Kajuha in Slave Klavore. Oba sta bila na sicer različne načine povezana z ustanoviteljem tega našega vrta. Obema spomin smo tukaj v vrtu zasadili tudi spominski drevesi. Oba sta končala svoje življenje za iste ideale, vrednote in cilje na pragu življenja, stara 20 let in nekaj mesecev oziroma komaj dobrih 21 let. In že dolgo je himna, ki smo jo slišali v začetku našega vrta, Kajuhova, Bosa pojdiva, dekle obsorej. In že dolgo so tovariši, člani moškega pevskega zbora Slava Klavora, naši veliki prijatelji, kot sami pogosto v šali pravijo, naš dvorni pevski zbor. In kot smo začeli današnjo prireditev s himno Kajuhovo Bosa pojdiva, kot sicer vse naše pomembne dogodke, naj tudi zaključim v letošnjem, tudi formalno Kajuhovem letu, s spoštljivim spominom na Kajuha. V Mladem Prekmurcu, reviji, napredni kulturno-literarnem glasilu mladih Prekmurcev v drugi polovici 30. let, je leta 1940 Drago Jeran objavil oziroma je bila objavljena pesem Draga Jerana V nočeh pred vstajenjem. Nocoj bi o zvezdah in luni zapel,
o poljih in temnih obrisih gozdov, o trepetajočih topolih in pesmi otrok, o dobrih ljudeh in o čudnih poteh, čudnih in lepih, v bodočnost vodečih. In Drago Jeran je bilo eno od umetniških imen Karela Destovnika Kajuha. Preživimo, spoštovani tovarišice in tovariši, tudi danes prijeten dan tukaj v vrtu v spominu in tovariša. Hvala vam. Hvala predsedniku uprave ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. Svojim pozdravnim nagovorom bo potrdil povezanost ustanove in vrta ter občine Tišina, župan občine gospod Franc Horvat. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc-Muhar, ostali cenjeni gostje, dragi prijatelji vrta, spominu in tovarištva in ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, prisrčno pozdravljeni tukaj na Petajncih, največji vasi v občini Tišina. Pozdravljam vas v našem vrtu spominov, ki v vsakem letnem času svojo lepoto narave pričaka svoje obiskovalce. Da je vrt spominov v vsakem času pripravljen sprejeti obiskovalce, skrbi naša ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Njihova skrb za naš vrt vsem obiskovalcem omogoča, da še vrt naprej izpričuje svoje geslo, mrtvim v spomin, živim v opomin, ter se za njihov trud svoje imeno v imenu občine Tišina iskreno zahvaljujem. Letošnji slogan oziroma rdeča nit današnje slovesnosti je Naj mir nosi tvoje ime. Slogan še kako na mestu, še posebej po včerajšnji tragični novici iz Srbije. Slogan nas že več kot leto dni vsak dan opominja na vojno v Ukrajini, kjer beseda mir in njen pomen še kako kličeta k njegovi uresničitvi. Naj mir nosi tvoje ime ne sme veljati samo za včerajšnjo tragedijo ali vojno v Ukrajini ali druge vojne in nasilja, ki se dogajajo po svetu. Veljati morajo za vsakega od nas in na vsakem koraku, pri našem delu in življenju. Naj mir nosi tvoje ime, ko komuniciramo drug drugim, z drugo osebo, preko družbenih omrežij, nastopih v javnosti, medijih. Če bo vedno naj mir nosi tvoje ime, ne bo ta, s katerim komuniciram, še preden z njim govorim, že označen, da je te ali one barve, te ali one politične opcije, te ali one barve kože, tega ali onega verskega prepričanja, ampak bo na drugi strani človek, oseba, ki se spoštuje. Spoštovani zbrani, še enkrat prisrčno pozdravljeni na Petajncih v našem vrtu spomin in tovarištva, kjer je mir doma. Tudi gospodu županu hvala za vzpodbudne in tehtne besede. Skladbo Johna Lennona Imagine bo zapela Anja Kutoš, študentka muzikologije. Na klaviaturah jo bo spremljal učitelj na osnovni šoli Tišina, podružnici Gederovci, Gašper Gomboc.
nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Pozabi na lastnino, pohlep, ki nas deli. Pomisli na ljubezen, tovarištvo ljudi. Pomisli, da si človek, z drugim se deli. Zdi se ti, da sanjak sem, a to je vse, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče ne bo sam. Spoštovani, pred mikrofon vabim današnjo slavnostno govorko, predsednico Republike Slovenije, gospo Natašo Pirc Musar. Ja, in lep dober dan vsem skupaj. Sem zelo vesela, da sem spet tu v vaših prelepih krajih. Grem k uradnemu delu nagovora, ki ga imam zapisanega, ampak že vnaprej povem, da bom na koncu še nekaj iz glave ustrelila, tako da bom pa kratka. Spoštovani predstavniki Fundacije dr. Šiftarjeva, spoštovani Marjan, spoštovani prvi predsednik, gospod Milan Kučan, spoštovani župan občine Tišina, cenjeni gostje. V veliko veselje mi je ponovno obiskati vrt spominov in tovarištva tu v Petancih in vam, tokrat kot predsednica države, čestitam za dolgoletno prizadevno delo številnih prostovoljcev, ki združeni v Fundaciji dr. Šiftarjeva ustvarjate to edinstveno zgodbo. Ta ima svoje temelje v naši polpretekli zgodovini in z uspešnim delovanjem povezuje preteklost in sedanjost, a ima uprt pogled tudi v prihodnost. Občudujem bogato razvejanost kulturnih, znanstvenih, strokovnih in izobraževalnih vsebin, ki obogati tudi aktivno sodelovanje z zamejstvom. Skrbniki Vanekove dediščine uspešno uresničujete preroško vizijo, ki jo je pisatelj Miško Kranjec leta 1960 kot spodbudo izrekel prijatelju Šiftarju, ko ga je bodril k ustvarjanju novega duhovnega zbirališča. Naj bo to prostor, kamor bodo ljudje
radi prihajali. Vrt spominov in tovarištva, ki je nastal kot izraz Šiftarjeve intimne opredelitve zoper vojno in nasilje, za mir torej, za aktivno sožitje med narodi in za spoštovanje dostojanstva čisto vsakega človeka. Na načelih miru, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic se je vzpostavila povojna Evropa in Evropa ter z njo Slovenija morata obstati na teh načelih in tudi bosta. Vladavina prava in človekove pravice nas ne le ohranjajo med jedrnimi evropskimi državami, ampak nam odpirajo prostor za napredek. Bolj ko bomo odprti za druge, za obče človeške vrednote, za prihodnost, bolj se bomo znali soočati z izzivi prihodnosti. Tega se zelo dobro zavedajo današnje generacije mladih, ki se že v času formalnega šolanja soočajo s takšno količino tehnoloških novosti, kot se prejšnje generacije niso soočile skozi celo življenje. A današnji mladini bi delali krivico, če bi jih prehitro in izključno enačili z življenjem v abstraktnem svetu interneta, nenehne uporabe družbenih omrežij in nekritično uporabo številnih tehnoloških novosti. V številnih pogovorih mi mladina pripoveduje o njihovih razmišljanjih o boljšem svetu za vse, razmišljajo o bolj pravični in ekonomsko vzdržni ureditvi države, želijo si dolgoročno bolj čist in zdrav planet, skrbi jih kakovost pitne vode in zraka, ki ga dihamo, želijo si ustvariti družino in vzgajati svoje otroke v odprti, varni in demokratični družbi. Večina jih vidi svojo prihodnost tu, v Sloveniji. V tem se današnje generacije ne razlikujejo prav veliko od mladih in naprednih Prekmurcev, ki so se na tej domačiji zbirali pred slabimi 100 leti in o svojih pogledih na življenje pisali v glasilu Mladi Prekmurec. V številnih temeljnih vrednotah so si današnja dekleta in fantje zelo podobni Destovniku Kajuhu, Ferdu Godini, Antonu Ingoliču, Mišku Kranjcu, Antonu Vratuši in Otonu Zupančiču, mladim intelektualcem tistega časa, tik pred izbruhom II. Svetovne vojne. Spomin na pomembne dogodke iz slovenske zgodovine je treba ohranjati in negovati, pa želim jasno in glasno obsoditi poskuse revidiranja slovenske zgodovine ter zlorabo teh tem v politične namene. Zato moramo mlade ozaveščati o pomenu prehojene poti, ki je vodila v samostojnost naše države, in jim hkrati položiti na srce, da je mogoče probleme reševati drugače, ne le z oboroženimi spopadi. Tako se bomo seveda na najboljši možen način poklonili vsem tistim mladim in svobodomiselnim ženam in možem, ki so v vojnah prejšnjega stoletja dali največ, kar so imeli, svoja mlada življenja. Veliko jih je bilo tudi iz vaših krajev. Številni so se zbirali prav na Šiftarjevi domačiji, ki je bila znano zbirališče napredne prekmurske mladine in oporišče aktivistov Osvobodilne fronte. Vanek Šiftar je bil del tiste generacije, ki je postavila temelje povojne obnove Slovenije, pa tudi del tiste generacije, ki je na svoji koži izkusila grozote vojne. A so se on in njegovi sodobniki, med drugimi akademik Anton Vratuša, še kako zavedali pomena pomiritve in sodelovanja med državami in narodi, ki so se še pred kratkim gledali skozi puškine cevi. Tako je nastala tudi plemenita zamisel vrta spominov in tovarištva, ki še danes preko njegovih naslednikov, združenih v fundaciji dr. Šiftarjeva, širi uveljavljanje njegovega svobodoljubnega in humanističnega poslanstva. Vrt je pomnik, je opomin in je tudi spomin. Ali kot je zapisal njegov ustanovitelj dr. Vanek Šiftar, vsem mrtvim borcem proti fašizmu in nacizmu v večni spomin, živim v stalni opomin. Letos obeležujemo Kajuhovo leto, ki je z vrsticami pesmi Bossa pojdiva dekle ob sorej, trajno zapisan v vrtu spominov in tovarištva. Leto pesnika, ki je pustil veliko strani nepopisanih, ker je pod streli okupatorja umrl star komaj 21 let.
Naj zaključim z njegovim verzom. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno, dvignjeno glavo. Ampak jaz ne morem mimo tega, kar se je zgodilo včeraj. Res ne morem. Ne vem, kaj mi je bilo, ampak včeraj, ko sem se vrnila iz službe, sem doma gledala posnetek zbora upokojencev na Trgu Republike in poslušala govor Pavla Ruparja, ki mu ne morem reči gospod, ker si te besede ne zasluži. Ko je začel zborovanje z zaprosilom, da se zmoli Oče naš, nič nimam proti temu, ampak ko je ljudi pozval, da se zapoje slovensko himno in je zapel napačno kitico, sem postala žalostna. Gospod, ki lahko trosi tako sovražne besede, v srcu preprosto ne more biti dober človek. Da je tako zelo napadel mojo svetovalko, Biserko Meden Marolt, in celo mene primerjal s Hitlerjem, je brutalno sovražno, čemur mislim, da še nismo bili priča. Da takšna zborovanja prenaša Slovenska nacionalna televizija, na kateri sem sama preživela nekaj lepih let, je tudi zgodba zase. Ampak veste, kaj vam bom rekla za konec? Jaz pa še vedno verjamem, da po svetu hodi več dobrih kot slabih ljudi. Hvala. Hvala predsednici Nataši Pirc Musar za nagovor in hvala, da ste danes z nami. Spoštovani, pozdravimo odhod praporščakov. Letošnjo tradicionalno mladinsko majsko prireditev Naši zakladi smo naslovili Naj mir nosi tvoje ime. S tem naslovom nagovarjamo slehernika in mu hkrati nalagamo odgovornost ter mu sporočamo, da mir ni nekaj imaginarnega, ker prihaja od zunaj. Smo na takšni tehnološki in družbeni stopnji razvoja, da lahko družbena omrežja ne le krhajo mir, ampak lahko ob verbalnem povzročijo tudi fizično nasilje. Zato moramo mir neprestano ustvarjati in obnavljati sami pri sebi. Kultura miru mora biti del identitete vsakega posameznika. Le tako bo družba strpna, odprta za različnost in ustvarjalna. Skratka, vsi smo gradniki miru. In kaj je zapisala v sestavku Taja, dijakinja prvega letnika, o svojem objemu z družbenim oziroma socialnim spletnim omrežjem, kot je bil naslov že tradicionalnega literarnega natečaja, ki ga je ustanova dr. Šifterjeva fundacija razpisala za pomurske osnovno in srednje šolce v šolskem letu 2022-2023. Zaradi TikToka je trpela moja samozavest.
Vsakodnevno srečevanje s to popolnostjo, ki nam je prikazana na socialnih omrežjih, mi je stopila v glavo. Ob tej prikazani popolnosti so se pojavili vsakodnevni grozni komentarji kot grozna si, uničila si mi dan, tvoj nos je kot traktor. Prišlo je do te mere, da sem začela razmišljati, zakaj sem sploh na svetu in da bo za vse najboljše, če končam svoje življenje. Takrat sem se začela zavedati, da je vse prestopilo svojo mejo. Umaknila sem se za 2 meseca in v teh 2 mesecih sem bila najsrečnejša. Zaznati je, da število všečkov postaja merilo potrditve lastnega jaza. Stisk roke je zamenjal klik na ekranu. Meja med realnim in virtualnim se je zabrisala in vse je postalo dovoljeno. Srednješolec Jure, dijak 2. letnika, je v svoji izkušnji z digitalnimi tehnologijami zapisal takole. Večkrat mi pripovedujejo, tako stari starši kot starši, kako so oni pred veliko leti komunicirali med seboj. Nekatere stvari se mi zdijo res nepredstavljive, kot na primer to, da so si pisali pisma ali se med seboj pogovarjali po telefonu na žico. Danes je komuniciranje precej lažje. Všeč mi je, da lahko na zelo hiter način komuniciram s prijatelji in si lahko na tak način tudi med sabo pomagamo. Največkrat komuniciramo in si izmenjujemo ideje preko Snapchata, TikToka ali Facebooka. Zelo veliko uporabljam tudi YouTube, kjer si v večini pogledam izobraževalne videe, iz katerih se lahko naučim veliko novega. Fizičnega stika je vse manj in skozi namišljene identitete se ustvarja psihološko odstranjevanje drugače mislečih na najbolj krut način. Anonimnost v komunikaciji je torišče vsega slabega v človeku. Pripadnost in hierarhija v skupnosti se oblikuje z izločanjem drugačnosti. Nemški raziskovalec je o tem zapisal. Internet je poln spodletelih socialnih stikov, ki segajo od pretvarjanja, da je določeni človek nekdo drug, preko laganja, vse tja do grobe kriminalnosti. Na spletu ljudje lažejo, izvajajo psihično nasilje, ustvarjajo agresivno razpoloženje, hujskajo in sramotijo. Kdo bi se potem čudil, da vodijo spletna socialna omrežja pri mladih uporabnikih predvsem v osamljenost in depresijo? Kakor je znano, se svoboda posameznika konča tam, kjer je svoboda drugih ogrožena ali so drugi poškodovani. Osmošolec Filip pa je o vplivu spletnih omrežij in komunikacij v sodobnem svetu takole razmišljal. Sam sem TikTok nazadnje uporabljal leta 2020. Zaradi korone smo takrat veliko uporabljali to aplikacijo, kar je bilo seveda zabavno. A po določenem času sem ugotovil, da sem postal dejansko zasvojen, ter sem si aplikacijo čez nekaj časa izbrisal. Bilo je težko, a sem zmogel s pomočjo tega, da sem se začel ukvarjati z drugimi stvarmi, ki so mi dejansko spremenile življenje. Govorim o veri, o moji družini, o resničnih prijateljih, o vsakdanjih izzivih, ki so zanimivi, zabavni, ki spodbujajo mojo kreativnost in razvijajo moje sposobnosti. A največji izziv je bil izbrisati aplikacijo, s katero sem bil zasvojen. Povedati sošolcem, prijateljem, da je več ne želim uporabljati, ob tem ostati in biti sprejet. Sprejet v družbi vrstnikov, ki jim je merilo, kdo si in kaj si, le to, katera omrežja uporabljaš. Opažam, da so se pogovori med otroci in mladostniki spremenili. Glavne teme se navezujejo na uporabo spletnih omrežij, na lažne novice, na popolni videz. Ali pa pogovorov več niti ni. Ne med prijatelji, ne med sošolci, ne znotraj družine. Se sploh znamo še pogovarjati, si pogledati v oči, se znamo poslušati. Svetli akordi časa so naslovili svoj nastop dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Odrsko postavitev poezije Srečka Kosovela in Ane Luize Amaral sta pripravili Nika Jurkovič in Larisa Varga. Glasbeno priredbo pesmi Naj sije v očeh bo ob spremljavi Timoteja Tivadarja na kitari zapela Elizabeth Adjej.
Zakaj moj otrok? In njen krik je bil tulež, rezko zvonjenje v nočni mori. Zavila ga je opisane cunje, ki jih je tako skrbno pobarvala z neskončnimi prsti, preden se je rodil. In sonce, ki jo je zazibalo, njega, njo, je imelo gost, kovinski vonj. A ona je bila vajena sonca, on pa ne. Njegova koža je bila nežna, zato ga je imela ovitega v cunje, zaščitenega pred soncem. O, sonce na travi, kako je zeleno, kako je dober človek v naravi. Mehak je kot veter, ki v vejah trepeče in ki pajčolane tišine razgrinja povsod, vse povsod. In potem so prišli. Z morilskim orodjem v roki in brezbarvnimi zarjavelimi čustvi. Tako je bilo treba ubiti v sebi ideje, kot so otroci ali ljubezen. Zakaj moj otrok? Zato, zakaj moj otrok? Pač. Zakaj moj otrok? Zato. Zakaj? 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 Zato, ker pač. Zakaj moj otrok? Zato, ker pač. Zakaj? 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 Zakaj moj otrok? Zakaj? Zakaj moj otrok? Kako je preprost človek v naravi. Kot ptica, ki plava pretiho nad nami. Ste videli ptico, ki je izletela iz kletke? Poglejte, kako poteka se, kadar v prostosti se znajde. Zatorej v prostost, kabinetni ljudje, da se zaveste svetlih vetrov, gibanja lahnega gozdnih vrhov, dobre, sončne svetlobe, svetlobe nad nami. Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Jaz se poznam starih in mladih. Vse je v meni. Stari in mladi, vsi so v meni z enim obrazom, v sinjem lesketu od tihe pomladi. Živeti, živeti, živeti je smisel človeka. Začuti utrip srca. Če me hočeš, če me rabiš, se odloči, ne pozabi, s pogledom polepšaš mi dan. Življenje se ne da ustaviti, poglej, vse, kar vidi, se pomika naprej, naprej, oh, le glej, oh, naj si je oči, oh, naj slišim tvoj smeh. Vidim te, še si tu, z mano v soncu, nisi več sam, dajem ti dlan. Če me hočeš, če me rabiš, se odloči, ne pozabi, s pogledom polepšaš mi dan. Življenje
še, vidiš, kliče te, le prepusti to, ko naj odpelje te. Zdaj pripravi se, saj zagrabil te bo to življenja. Sledi svojim sanjam, ne ustavi se, ne. Življenje se ne da ustaviti, poglej, vse, kar vidi, se pomika naprej, naprej, o, le glej, le glej, le glej. Naj slišim tvoj smeh, naj sije oči. Starejši govorimo o dobrih starih časih, a hkrati so nekateri politiki in drugi vplivneži svojo komunikacijo zelo slab vzgled in ogledalo časa, ki vodi v nestrpnost, nespoštljivost in končno v vojne, ki smo jim priča. Zato je nujna kultura miru, ki je več kot čas brez vojne in je edina pot za obstoj in napredek človeštva ter edina pot za osebno izpolnjenost. Je edina sreča, na katero imamo vpliv s svojim odnosom do sebe in sveta. Vanek Šiftar je verjel v zmagoslavje resnice in je bil prepričan, da se je vredno boriti za svet brez krivic, da je tak svet mogoč in da je to dolžan storiti vsak časten človek, je izpostavil v svojem nagovoru tukaj v Vrtu spominov in tovarištva leta 2019 Milan Kučan. V današnjem času, polnem populizma, lažnih novic in medijskih manipulacij, je dobro spomniti se in ničkolikokrat ponoviti, da je NOB bila pravična vojna, da je bila osvobodilna vojna in da je slovenska partizanska vojska v sestavi takratne jugoslovanske partizanske vojske bila sestavni del velike protihitlerjevske koalicije, ki je premagala fašizem in nacizem, je poudaril general Ladislav Lipič ob srečanju domicilnih enot Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije v Črnomlju leta 2018. Želeli smo živeti v miru in svobodni. Tudi ob koncu 80-ih let 20. stoletja, ko smo ponovno z orožjem branili odločitev slovenskega naroda. Priborili smo si svojo državo in zgodovinski lok uporništva slovenskega naroda je tako bil sklenjen, je še dodal. In sedaj, spoštovani, naj se sliši pesem. Moški pevski zbor Slava Klavora. Umetniški vodja zbora je Aleksander Čonč. Osem let je, kar smo na tem mestu prvič zapeli Kajuhovo Bosa pojdiva dekle ob Sorej, ki jo je Vanek Šiftar, prijatelj našega zbora, izbral za svečano pesem tega lepega in simboličnega kulturno-naravnega spomenika in smo jo iz Simonitijevega samospeva priredili za zborovsko petje. Včasih štejemo, da je v Arboretumu tudi naš Skorš, ker smo po imenu in po prvih pevcih ne le mariborski, ampak tudi primorski zbor. Naše drevo pa je doma ob Soči, ki je najlepša reka na svetu, žal pa bolj znana po preliti krvi v nori prvi svetovni vojni. Kajuh si je želel, da bi takratni vojaški grobovi ostali zadnji, na katere bi dekleta polagala bele cvetove, a je prišla za prvo še druga vojna in potem nove in nove vojne, z današnjo ukrajinsko, vedno bolj grozne,
in vse bolj nesmiselne. Miru očitno ne razumemo tako, kot uči modrec Immanuel Kant, da je mir prizadevanje in ne brezbrižnost. Ko nas potem vsakih toliko let presenetijo bedaki in barabe, ki, kot jih je imenoval Ivo Andrić, ki zakuhajo nepotrebne in nepopravljive tragedije. Zato smo si danes pripeli znak miru, ki je nastal na demonstracijah proti atomski bombi leta 1958. Žal se lahko tudi Hirošima ponovi. Naš Vanek si je želel, da bi se učili od dreves, teh najstarejših, največjih in najbolj miroljubnih živih bitij, in čutimo, da v to njegovo svetišče sodi tudi lepa pesem. Naj bo to danes rahločutna prekmurska narodna izvučje Gomile Ne ovri, ne sejaj, ki jo bosta z zborom zapela Uroš Šedivi in Andrej Tiršek. Nato se bomo s pesmijo podali le malce čez mejo in zapeli hrvaško narodno O jesenske duge noči. Na obeh stranih meje pa je doma nagajiva in poskočna Marko Skače, ki jo je za naš zbor priredil maestro Gregorc Jože Bači in v kateri bodo peli, ne skakali, Srečko Berg, Dušan Cebin in Jože Pibernik. In če se je današnji dogodek začel s kajuhom, naj se z njim tudi konča. Pesem 14. divizije s harmoniko Uroša Šedivija. Moški pevski zbor Slava Klavora z dirigentom Aleksandrom Čončem.
Marko skače po zelenoj trati, aj, 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 po zelenoj trati, aj, 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 po zelenoj trati. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Pitejte mojega brata konji, aj, 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 mojega brata konji, aj, 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 mojega brata konji. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Kaj smo išli, daleko od devojko, aj, 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 daleko od devojko, aj, 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 daleko od devojko. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Prek desetih mostov, aj, 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 prek desetih mostov, aj, 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 prek desetih mostov. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Tam jo vidim, vola še pomeče, aj, 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 vola še pomeče, aj, 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 vola še pomeče. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Njoj na glavi, patiki trljajo, aj, 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 patiki trljajo, aj, 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 patiki trljajo. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Dajte nam jo, naša draga mati, aj, 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 naša draga mati, aj, 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 naša draga mati. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Ne da ti je, lagosim bradati, aj, 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 lagosim bradati, aj, 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 lagosim bradati. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Rajo Bože, svinja zalepati, aj, 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 svinja zalepati, aj, 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 svinja zalepati. Bunda, 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 da, bunda, 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 da. Divizije 14. v svet. Ponesi Tomčiča, Duševce, Rjadu Bračiča, po vsej slovenski zemlji in pregali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Ko domovina zade iztrpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala, takrat bi Trgnini postala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej.
Hvala moškemu pevskemu zboru Slava Klavora in njihovemu umetniškemu vodji Aleksandru Čonču za čudovito pevsko doživetje. Pevki Anji Kutoš, študentki muzikologije, ki jo je spremljal Gašper Gomboc na klaviaturah, in dijakinjam ter dijaku gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Elizabet Adjej, Larisi Varga, Niki Jurkovič, Timoteju Tivadarju in njihovi mentorici Ireni Štuhec. Današnji dogodek pa je seveda treba obeležiti tako, kot je to značilno za vrt spominov in tovarištva. Prosim in vabim predsednico Republike Slovenije, gospod Natašo Pirc Musar, da zasadi glog v spomin na današnji dogodek. Vsem vam, ki ste bili in še boste danes z nami v družbi članic Društva deklet in žena Sončnica iz Tišine, pa iskrena hvala. V imenu organizatorjev današnje prireditve vam želim vse dobro in da se zopet srečamo tukaj, v vrtu spomina in tovarištva. Srečno! Vidiš, to je Milanov Dingo, tam, to je Dingo. Nasproti pa rdeči bezek iz 3 žeblov Danilo Turka. Dobar je? Paharjev ga ni? Mikrofon, oziroma lopata je tvoja. Dobar je, evo. Naradom je strukovič, pa navajena. Može, malo pomagajte, če bo treba. Ne bo treba pomagati, to pa naprej povem. Doma štiham, zdaj nama s mami, ki ima 82 let. A cel kup moram stopati? Ne, još še. Še, a ne? Še za foto. Za foto? Evo. Da. Pozirati pa znam, a? Ma, da. Zdaj sem že skoraj fertik. Treba še malo. malo. Predsednica. Aj, dosti. Jože je tam zadaj. Še za levo. Evo ga. Ne. Dokončno. No, me je že zatrl. Za čarovnico me je proglasil, evo. Ne, jaz sem ti rekel sam, če veš, kaj sem besedila. Je tvoj? Tamle, ne? A boste pogledali, predsednik, še Če je dober zalit? 2002, pa tokle malo je zarasel. Časi tako kot jaz. Ti boš tudi tako pač jaz. A moj bo tudi počas rasel. Dobar je. Ja. Tak rok bo tako lepo.